Hvala lepa. In vsem prisotnim lep pozdrav v mojem imenu in pa tudi v imenu vseh članov in simpatizerjev Zelene Slovenije. Tisto, kar se bo tam zadaj sukalo, se malo nanaša na zgodovino, malo na neke aktualne dogodke, malo pa je tudi uporabnih podatkov. Jaz sicer, kar je tam gori, ne bom razlagal tolmačev. Jaz vam bom predstavil en osebni pogled in pa nekaj strokovnih smeritev, ki smo jih oblikovali v okviru našega programskega sveta stranke in s katerimi nekako želimo tudi razvoj v razmišljanju v Sloveniji, ko se nekako težko prebijemo od tistih kratkoročnih pogledov, pa seveda kratkoročnih interesov, določenih lobijev, tako da je seveda nujno potrebno narediti en temeljit korak in pogled v obdobje 30-40 let naprej. Leta 1990 smo zavrgli nedemokratično družbeno ureditev in odprte smo imeli dejansko vse možnosti za hitrejši prehod med najrazvitejše družbe v ljudi. In če odmislimo tisto obdobje od leta 90 do 92, ko smo izjemno učinkovito in hitro vzpostavili samostojno državo in vpeli tudi mednarodno okolje, pa dejansko v Sloveniji zadnjih 20 let nismo bili soočeni z resnimi reformami. Tudi ne na področju energetike. In lahko bi rekel, da nismo uspešno uporabili domače naloge. S tem povezane torej nujne spremembe, ki pa nas čakajo tudi na področju energetike, bodo zaradi tega žal veliko bolj boleče in za davkoplačevalce tudi dražje. Slovenija namreč gotovo potrebuje drugačen razvoj, kot smo priča danes. Zeleni Slovenije zagovarjamo ekosocialni model, kjer damo v ospredje človeka in torej neformaliziramo kapital. V teh zgodbah pa je izjemno pomembno torej tudi, da ima ena družba eno vizijo, kaj želi doseči, en pogled jasen torej in v tem smislu mislim, da je pomembno izpostaviti en primer v eni drugi državi, kot so recimo Združene države Amerike, leta 1961, ko je takratni predsednik Kennedy rekel, mi gremo na Luno. So ga gledali, so nekateri mislili, da je mogoče za Luno. Ampak leta 1969 je Ameriki to uspelo. Torej, potrebno se je postavljati smele cilje, ker to nas tudi sili in motivira, da damo vse od sebe. Ocenjujem, da v Sloveniji ta hip ni tako in trenutna vladajoča ekipa žal nima ne osebe in ne ekipe, ki bi imela takšno vizijo, takšno odločnost in tudi povezovalno moč. Hvala lepa. Bi še bolj glasno? Ja, prosim. Hvala lepa. Tu se mi zdi, da se v redu sliši, ne? Vi spode boste gotovo bolje vedeli od mene. V tej zgodbi bi izpostavil, da zelena politika trenutno v parlamentu ni uspešna. Ne bom na dolgo razlagal, ampak vse kazni, opomini, tožbe, ki smo jim podvrženi, govorijo torej o tem, da se na evropskem področju zadeve ne premikajo v skladu z načrtovanjem in obljubljenjem. In morali bi zelo jasno se zavedati nekaj. Generacije se ne smejo ponavljati. To pomeni, vsaka iz znamenja časa torej mora izpolniti tisto, kar zna in kar zmore. In tudi mi smo na potezi. Torej, delo, ki ga moramo mi opraviti, ne smemo pustiti naslednji generaciji, ker bo
s prstom pokazali gor proti nam. In današnja situacija na področju energetike zajema številne igralce na političnem, gospodarskem, na družbenem, okoljskem področju in pa seveda je tu prisotna javnost. In ko se zadeve dogajajo neartikulirane, brez koordinatorja, brez odločevalca, seveda dobimo Teš 6. Ko po 250 ali pa nekaj zraven milijonih, tisti, ki bi morali odločati, ugotovijo, da manjkajo osnovne študije o tem, ali imamo dovolj premoga, ali je ta dovolj kakovosten, ali imamo okoljske vplive, seveda še nekatere druge podatke, ki so pri takšnih projektih nujni prisotni. Torej, na drugi strani seveda pa ta ista ekipa pa ne najde 30 milijonov evrov, ko je treba rešiti 1000 delovnih mest v tekstilni industriji v Prekmurju. Torej, zakoni kot takšni bi se morali predvsem sprejemati v interesu državljank in državljanov in tudi na področju energetike. In pri tem zelene Slovenije pogrešamo večji poudarek na učinkovitih rabi energije, torej na učinkovitih rabi energije, na obnovljivi viri energije in posledično na dvigu kvalitete okolja. Mediji imajo ogromno moč. Javnost pogosto doživi usodo kuhane žabe. Vedno ne. Prepozno ugotovimo, kaj se je zgodilo. Žal je to pogosto tudi pri volilnih obljubah. Seveda ni moj namen, da bi napadal množične medije, želim pa opozoriti na njihovo možno zlorabo, ko gre za predstavljanje problemov in možnih rešitev. Mediji namreč so kot kladivo. Lahko gradijo, lahko pa uničujejo. Lahko slavijo znanje ali pa neznanje. Lahko razkrinka zlorabo moči ali opreterije. Tisto, kar želim posebej poudariti, pa je, pomembno oblikujejo tudi vrednostni sistem človeka in določenega okolja. Pri tem je Nobelov nagrajenec psihobiolog Roger Sperry dal eno dobro misel, jaz mislim, da to želim vzpostaviti, ko pravi, da bo narava naših vrednot določila usodo življenja na našem celem planetu. V tem smislu torej pogrešamo večjo vlogo medijev, pa tisto, kar Zelene Slovenije poudarjamo. Slovenija rabi javno razpravo, ko gre za energetiko. Javno razpravo, torej jo treba odpreti, ne zapirati. Mi težko predajemo z našimi novicami, informacijami, žal moram reči, se vse nekako ostavi pri odgovornih vrednikih. Narobe. Posledično to pomeni tudi slabši napredek celotne družbe. Ko smo, mogoče bi rekel takole nekako, za zemljo ni pogajanja. Ko smo gledali posnetke iz Fukushime, verjamem, da nihče od nas ni ostal neprizadet. In kot strela z jasnega se ti dejansko zgodi, da se v trenutku spremeni v nič vse, kar si še malo preginkal. In očitno nas mora stresti neki dogodek, da dojamemo tudi določene nevarnosti in realne posledice. Zeleni Slovenije smo se na to hudo nesrečo pozvali z eno hitro pobudo, da slovenska vlada opravi stresni test jedrske nuklearne elektrarne Krško in da to isto predlaga za vse jedrske elektrarne v Evropi preko OZN, torej pa tudi v svetu. Pa ne zato, da bi kupovali politični kapital, ampak zato, kar so tudi gospe pred mano, tako dr. Karmeljeva kot dr. Cizeljeva izpostavili. Prva je varnost. Tu ni pomembno mnenje enega človeka, pomembno je torej predvsem in zmeraj najprej varnost ljudi in varnost določenega okolja, ne nazadnje tudi planeta. V teh zgodbah, bom preletel, je
torej potrebno, ko gre za energetsko politiko, za nacionalni energetski program, izpostaviti vse možnosti, vse opcije. In izpostavljam, da ko v stališčih ni prepira, torej konstruktivnega prepira, so običajno tudi rešitve dokaj šibke. Na dolgi rok ne vzdržijo. In torej planirati je treba za 30-40 let naprej in postavimo nacionalni energetski program v kontekst nadaljnih 30-40 let, verjemite, da veliko problemov, ki jih danes vidimo in so pogojeni z parcialnimi interesi posameznih igralcev na energetskem polju, zelo hitro odpadajo slabe rešitve. Če se fokusiram na kratko obdobje, je teh problemov ogromno, ker je ogromno interesa. In Slovenija mora izbrati tisti model, ki bo seveda dajal hkratne dobre rešitve, tako na gospodarskem, na energetskem, kot tudi na okoljskem področju. Torej, takšno strategijo potrebuje Slovenija. Gre za energetiko in energetski razvoj. Jaz bi želel izpostaviti en primer. Torej, v Belgiji so 1 milijardo evrov investirali v prenovo stavb in obnovljive vire energije. Eksperimentalno. Mi bi naj dali 1,2 milijarde evrov za termoelektrarno Šoštanj 6. Iz 1 milijarde evrov so v Belgiji zraven prenove stavb in vsega, kar se je v tem kontekstu zgodilo, na novo odprli s tem vložkom 180.000 novih delovnih mest. Visokotehnoloških, torej z večjo dodano vrednost. Naš stavbni fond nekako vemo porabi po razpoložljivih podatkih 40% vse energije. In zanimivo vprašanje se postavlja odločevalcev, kaj bi z 1,2 milijarde te 6 dobili v Sloveniji na področju novih delovnih mest, na področju tehnološkega prestrukturiranja industrije, gospodarstva, na področju okoljskih ciljev. In ko gre za nacionalni energetski program, bi še izpostavil, da je eno narediti spisek želja ali torej potreb, drugo pa je seveda, ali temu tudi sledimo. In proračun z spremljajočimi ukrepi zmeraj pokaže, ali gre za resno zapisanega, ali pa je vse skupaj samo ena obljuba. Torej, ko gre za energetsko strategijo v Sloveniji, pa zelo jasno povem, da potrebujemo takšno, z zavezujočimi cilji, domišljeno in uporabno. In malo bi citiral tudi dekana Fakultete za energetiko, dr. Andreja Predina, ki nekako v eni svoji izjavi pravi, veliko bolje bi bilo že danes, ko bi več sredstev vlagali v izkoriščanje vodne, vetrne in energije sonca. Izpostavljam še eko-inovacije, kjer bo 200 milijonov evrov na razpolago do leta 2013. Slovenije tu praktično ni zaslediti, razen v promilnem vzorcu. Torej, tudi na tem področju so odprta vprašanja. In najboljša energija, torej energija, ki jo